Spoštovani, veliko veselje mi je, da vas tako pozdravim v imenu Evropske komisije v hiši Evropske unije, pa ne zgolj zato, ker tukaj je danes pogovor o enem zelo pomembnem projektu, ampak predvsem, ki ga financira tudi Evropska komisija, ampak predvsem zaradi tega, ker je tematika, ki jo boste danes tukaj nastavili, izredno pomembna. Ta se dotika pravzaprav temeljnih načel in temeljnih vrednot v Evropski uniji in sicer povezovanja gospodarskega razvoja in socialnega napredka in vključevanja, ker gre za to, da ne smemo biti potisnjeni v položaj, da izbiramo med enim ali drugim, torej med gospodarskim razvojem in socialnim vključevanjem, ampak smo prepričani, da lahko to počnemo z roko v roki. Nenazadnje to od nas pričakuje tudi kar 80% državljanov Evropske unije. Veste, da Evropska unija velja za najbolj razviti del sveta, naši socialni sistemi pa za najboljše na svetu. Pa kljub temu še vedno eden od 4 Evropejcev živijo v revščini ali socialni vključenosti. In to je seveda za nas absolutno preveč, zato je to za nas nesprejemljivo. Nedavna kriza v Evropski uniji je nedvomno zahtevala velik davek na tem področju. Vendar se pa na srečo zadeve izboljšujejo. Vse države članice danes beležijo gospodarsko rast. Gospodarsko okrevanje se preliva tudi v boljše socialno stanje v Evropi. Trenutno beležimo rekordno visoko stopnjo zaposlenosti na ravni Evropske unije, celo višjo kot pred krizo. Podatki kažejo, da se 6 milijonov Evropejcev sooča danes kljub temu še vedno z revščino in socialno izključenosti 6 milijonov več kot v času pred krizo. Vendar pa splošni podatki nam lahko vplivajo optimizem, vendar pa še vedno nismo v Evropi, kot si jo želimo. Med drugim se je po krizi povečala tudi razlika in neenakost v Evropski uniji. Veste, podatki, ki kažejo za razlike med najbogatejšimi in najrevnejšimi, so še vedno nesprejemljivi. Z drugimi besedami to pomeni, da gospodarske rasti se vsi sloji ne čutijo enako. Zato si Evropski komisiji prizadevamo že od časa mandata predsednika Junckerja, da poleg spodbujanja gospodarskega okrevanja v osrednje našega delovanja postavimo tudi socialno politiko. Naš namen je jasen, želimo, da Evropska unija tako ali drugače ostane tisti del sveta, ki je najbolj vključujoč, ki ima najboljšo socialno boniteto na svetu. Izziv ni lahek, ker gre tudi za to, da se morate zavedati, da so politike zaposlovanja in socialne politike v večjem delu še vedno dejansko v pristojnosti držav članic. Ker menimo, da se na tem področju moramo več povezovati, več usklajevati, smo leta 2015 zagnali pobudo o Evropskem stebru socialnih pravic. Zelo smo ponosni, da je 27 držav članic novembra lani na Evropskem socialnem vrhu v švedskem Göteborgu soglasno podpisalo Evropski steber socialnih pravic. Ob tem želim poudariti, da ta steber ne spreminja ničesar glede pristojnosti na tem področju. Skratka, še vedno so države članice in socialne države članice še vedno pristojne za izvajanje in oblikovanje socialne politike in tudi na področju politike zaposlovanja. Še vedno so ključni akterji socialni partnerji, pričakujemo pa, da bo skupen okvir evropskih socialnih pravic dejansko okrepil izvajanje pravic v Evropski uniji. Izvajanje stebra v vsakodnevni praksi že nekaj torej je tako skupna zaveza držav članic, socialnih partnerjev in tudi evropskih inštitucij in namen tega stebra je jasen. Po letih krize naj bi služil kot kompas za okrepljen proces socialne konvergence med državami. Z drugimi besedami, s postavitvijo stebra želimo preprečiti zniževanje socialnih standardov
Hkrati pa želimo doseči to, da se bodo države članice bolj usklajevale in da se bodo življenjski delovni pogoji v državah spet začeli bolj približevati en drugim. V ta namen je Evropska komisija poleg stebra to pomlad zagnala tudi pregled socialnih kazalnikov za spremljanje trendov in rezultatov po državah članicah. Od letošnjega leta dalje bo komisija enkrat letno poenoteno spremljala izpolnjevanje ciljev stebra s spremljanjem indikatorjev, za katere so se dogovorile države članice, kot so da recimo razpoložljiv bruto dohodek na gospodinstvu, delež mladostnikov, ki zapustijo šolanje, brezposelnost mladih in tudi učinek socialnih transferjev na zmanjšanje revščine in podobno. To vrstna analiza je letos postala tudi del evropskega semestra, to je ta letni cikel usklajevanja gospodarskih, proračunskih in strukturnih reform držav članic Unije, v katerim se tako dejansko krepijo elementi politike zaposlovanja in sociale. Poleg odpravljanja posledic krize pa želimo s stebrom nasloviti tudi prihodnje izzive, ki jih trg dela in delovanje socialnih sistemov prinašajo, to je recimo tehnološki razvoj, demografski trendi v Evropi in tudi globalizacija. Evropski socialni model je torej velika zgodba o uspehu, toda njegovo delovanje ni dano samo po sebi in ni predvsem dano zavedno. Zato želimo preko določenih načelih, ki jih nastavlja steber socialnih pravic, torej pravica do dolgotrajne oskrbe, želimo zagotoviti, da se bo evropski socialni model pravočasno odzval tudi na prihajajoče trende in jih tudi ustrezno naslovil. Le na ta način bomo zagotovili na skupni cilj, torej da Evropa ostane najboljše območje za življenje in delo na svetu. Kot veste, steber določa 20 načel in pravic, ki se nanašajo na 3 kategorije, enake možnosti in dostop do trg dela, poštene delovne razmere in tretjič socialna zaščita in vključevanje. Eno od teh 20 pravic je tudi pravica do minimalnega dohodka. Medtem ko vse države članice poznajo neko obliko minimalnega dohodka, pa menimo, da je pomembno, da je vključena v steber socialnih pravic, se je to še vedno področje, kjer je potrebno kar nekaj naporov za celovito izvajanje načela. Prvič, pomembno je, da bodo sheme ustrezne, torej se pravi, da prejemnikom dejansko omogočajo dostojno življenje. Drugič, do sheme moramo imeti ustrezen dostop. Torej, najpogosteje so to sheme, ki pomagajo najbolj ranljivim družbenim skupinam, ki pa ponavadi bolj si ne poznajo vseh pravic v celoti in dostikrat so tudi nimajo vseh znanj za tega, da bi do teh shem ustrezno hitro prišli, za tega vemo, da so dostikrat postopki preveč birokratski, obremenjujoči in to ni dobro. In tretjič, sheme morajo biti oblikovane tako, da omogočajo povezovanje zaposlovalnih in socialnih politik. S tem mislim predvsem na to, da podpirajo in povezujejo aktivacijske ukrepe na področju trga dela in socialnih zadev. To je tudi en način, da se ustrezno opolnomočimo, tudi tako, da bodo lahko sodelovali v družbi oziroma, če ne mogoče, tudi na trgu dela. V tem kontekstu v imenu Evropske komisije zelo pozdravljam današnjo razpravo, se menimo, da je ustrezen zelo pomemben prispevek slovenskih deležnikov k izvajanju konkretne pravice, zapisane v Evropskem stebru socialnih pravic. Sam dogodek pa je zelo pomemben tudi iz širšega vidika, torej z vidika ozaveščenosti in poznavanja shem minimalnega dohodka, ne samo med strokovno javnostjo, ampak tudi širše v družbi. Prav ta namen je Evropska komisija tudi finančno podprla kampanjo ozaveščanja, ki je bila že prej omenjena, gre za tako imenovano avtobusno kampanjo, kjer bosta 2 avtobusa potovala in po Evropi in v 64 dneh prekrižala 32 evropskih držav in tako državljanom približala idejo ne samo minimalnega dohodka, pa tudi socialne Evrope širše. Vesel sem, da današnji in jutrišnji postanek v Ljubljani spremlja tudi današnja vsebinska razprava. Želim si, da bi prispevala k oblikovanju novih zavezništev, močne zaveze k izboljšanju izvajanja in tudi naboru ustreznih ukrepov, ki bodo prispevali k razvoju bolj vključujoče slovenske in tudi evropske družbe.
Zato vam želim uspešno razpravo in še enkrat dobrodošli v Hiši Evropske unije. Hvala lepa.